Dober večer. Ja, ekologija odnosov, to bo naša tema. In gotovo vemo, da je ta naš okolje že od vseh mogočih snovi poln in umazan. In eni pravijo, da bomo kmalu mogli zelo skrbno paziti, kaj še damo v usta, kaj dihamo, ker smo očitno v tem našem pogonu, kjer je bilo izgledalo, da so zaloge okoli nas neomejene, dejansko svoje okolje že do te mere umazali, da ne bo več zdravo živeti. Ne? In podobno je tudi žal z našimi odnosi. Tudi naši odnosi so se v preteklosti iz prejšnjih generacij do te mere zasitili, da se moramo boriti za čustveno preživetje. To bomo probali razumeti, kaj to pomeni čustveno preživetje. Ne, da bi zdaj krivili pretekle generacije, da so premalo naredile za nas, vsaka je gotovo naredila za svoje otroke to, kar je mogla. Ustvarila jim je varen dom, boljši dom, kot so ga sami imeli, poskušala jim je dati več topline, več razumevanja, včasih tudi materialne varnosti, če je bilo možno, ampak vseeno se iz generacije v generacijo je vse do nas pripeljalo, če tako rečem, veliko enih občutij, ki jih ni več mogoče v tem hitrem svetu, jih ni več mogoče prenašati. To so generacije, ki so mogle pač poskrbeti za dejansko preživetje, ko so bile v okoliščinah, kjer ni bilo mogoče izbirati ali pa ni bilo mogoče veliko razmišljati o čustvih, ker je bila vsa pozornost na to, da imamo za jesti, da se približno razumemo, da drug drugemu pomagamo in to bo že kar vse. In iz teh časov, in te čase smo živeli tudi mi, je prišlo vse do naših generacij pač tudi veliko težkih čutenj ali pa veliko težkih traumatičnih občutij, za katere pa ta generacija, to je to, kar mi zdaj živimo ali pa ti naši otroci, ne morejo niti vedeti, ne odkot so, ne zakaj tako reagirajo, ne kaj ni s tem naredijo, če nimajo zadosti informacij, odkot so vsa ta občutja. In zato potem tudi otrokom v tem sedanjem času, bomo rekli, je zelo težko. Bom razložil, zakaj. Ker tisto, kar se mi naučimo od staršev, je, kako prenašati stisko. To je glavna popotnica, ki nam jo starši dajo. Ko se malo čudno slišim, ampak bom vse pojasnil. Tako kot majhen otrok, ko je v stiski, ko je oddaljen od staršev, kliče na pomoč. In vsaka otrokova stiska, vsako otrokovo, tudi včasih moteče vedenje, ni nič drugega kot klic na pomoč. Otrok to izraža včasih z jokom, včasih s cepetanjem, včasih z jezo, včasih z obupom, s čimerkoli, da bi nam dal vedeti, da je v eni stiski. Seveda je to vse še predverbalno. Otrok ne more tega pojasniti tako razumljivo, da bi mi včasih se znali k njemu skloniti in rekli, ja, zdaj pa razumem to tvojo stisko, zdaj pa čutim. Ampak v teh zgodnjih mesecih, mogoče letih življenja, se oblikuje točno ta mehanizem. Kako bo otrok ravnal, kadar bo v stiski. Ta stiska je lahko zunanja, se mu pač nekaj zgodi, gre po stopnicah in tam prostor, se znajde sam. Ali pa je to potem stiska že medosebnih odnosov, ko je starejši, vrstniški, a ga sprejemajo, ga ne sprejemajo, a je v redu, če ima take hlače, če ima drugačne hlače. Še vedno je zadnja stiska in to, kako bo on s to stisko ravnal, a bo kadar bo v stiski, kadarkoli, a bo lahko šel po pomoč, a se bo zanesel na to, da je v stiski najbolj normalno to, da ti nekdo pride nasproti in ti pomaga. In to je ta popotnica, ki ga bo spremljala vse življenje. In to je tisto, kar smo rekli, kar se prenese iz generacije v generacijo, oziroma kar lahko vsaka generacija naredi novega za svoje otroke, je to, da razume njihovo stisko. In zato je to, kar nam je Mario prebral, to je knjiga, ki je, se veste, v milijonskih izvodih bila brana, samo zato, ker se posveti enemu otroškemu doživljanju sveta, enemu otroškemu razmišljanju, eni otroški nežnosti, ki jo je svet, takrat, ko je tale knjiga nastala, še močno pogrešil, čeprav je, mislim, da je to v 70-ih letih ali 60-ih nastala, je od druge vojne že precej časa minilo, pa je vseeno bilo toliko težko se posvetiti temu otroškemu doživljanju.
Zakaj je zdaj ta mehanizem tega, kako prenašamo stisko, toliko težko spremeniti? Ja, zato, ker cel življenje delamo samo na tem, da ne bi nikoli bili v stiski. Bolj ko odraščamo, bolj ko se krepi naša sposobnost premagovanja teh in drugih težav in potreb in želja, bolj se obdamo z enim oklepom in manj stiske čutimo. Ampak to seveda ima eno dobro plat, to pomeni manj stiske čutimo, bolj smo opremljeni za svet, lahko se pač spopademo s številnimi težavami, karkoli v službi, takimi drugačnimi, ampak to pomeni, da ta mehanizem, ki smo ga tako rekoč od otroštva naprej, od rojstva naprej dobili in so ga naši starši uravnali, kakor so ga uravnali, se pravi, ta mehanizem se ne bo več spremenil. Celo odraslo dobo nas bo približno isti način iskanja bližine, takrat, ko smo v stiski, isti način nas bo spremljal celo življenje, če se ta način ne spremeni. Tako da, kakor je to dobro, da ne čutimo stiske, ko smo odrasli, je po drugi strani, ali pa da je manj čutimo kot takrat, ko smo otroci, bolj smo opremljeni, manj nemoči, manj smo nemočni. Po drugi strani to pomeni, da imamo manj možnosti, da bomo ta mehanizem ali pa to način premagovanja stiske kdaj spremenili. A to se razumemo, ne? Žal je tako, da se ta stvar lahko spremeni, ali pa ta način našega reagiranja v stiski se spremeni samo takrat, ko smo v stiski. Tako kot pač nas po svoje tudi vera učila, pa tako kot so nas starši učili, ja, da trpljenje je že za nekaj dobro, ne? Sicer nismo bili veseli, kadar so nam to rekli, ne? Noben ni vesel, kadar trpi. Ja, čez leta pa res vidiš, da je trpljenje za nekaj dobro. Samo moraš iz njega nekaj narediti, ne? Če samo čakaš, ni za nič dobro, ne? No in tako je tudi pri tej stvari. Ta naš notranji občutek, a sem v stiski, upravičen do opore, do sočutja, do pomoči, do naklonjenosti, da se en k meni skloni in reče, vse bo v redu. Če si se oglasil, če si jokal, je že nekaj na tem. Ta notranji občutek, ko sem v stiski, sem vreden pomoči, nas bo spremljal cel življenje, če so nam ga starši seznali na našo stisko, tako odzvati, da smo mi čutili, da so res prišli k nam. Tako, kot smo tle slišali v tej zgodbi, da so se prav k nam sklonili, včasih je treba prav skloniti hod roko dol, da čutiš tisto stisko in rečeš, v redu je, daj, te pač sam strah, bomo prižgali luč, karkoli. No in to je tisto osnovno okolje, ki ga ustvarja starši za otroka, je to, da ko bo otrok poklical, tudi če bo moteče vedenje, tudi če starši ne bodo razumeli, kaj pomeni ta otrokova jeza, nekako, če se bodo prepričali v to, da nič ni brez veze, da otrok ne izsiljuje, da ni kar tako hudoben, da neki kar hoče še več, saj ima že vse, kaj še hoče, ampak da je tam eno doživljanje, tam eno srce, otroško srce. Če uspemo to začutiti, pol bo vzgoja otrok zelo enostavna. Dostikrat imamo veliko teh vprašanj, kako otroke usmerjati, kako jih vzgajati v tem sodobnem svetu, ki je toliko hiter, toliko je enih izzivov, še mi odrasli se komi znajdemo in to je odgovor. Če smo v stiku z otrokom in v stiku z otrokom smo takrat, ko približno vemo, kdaj je v stiski in kdaj ni v stiski, in če se na to stisko odzovemo, potem smo z otrokom povezani in ne bo zaupal in tudi on bo šel v svet z enim zaupanjem, da vsako stisko bo lahko premagal in čist drugače se bo v svetu ustvaril svoj prostor, čist drugače bo v svetu nastopil, če ima ta občutek, ta notranji občutek, da ko ti gre težko, glej, je to samo znak, da se bodo ljudje povezali s tabo. To je v bistvu pravzaprav čist nasprotna logika od tiste, kjer smo pač nekako s kulturo in tradicijo dobili in to je, da ko si v stiski, pomagi si sam in Bog ti bo pomagal. Poznate to, vsi poznamo. Ampak najprej si pomagi sam, pa bo pa Bog počas, če bo imel čas, odvisno, glej, veliko ljudi je, ne moreš biti ti ta prvi, bo prišel, pa glej, najprej sam naredi vse. Pa to ni božja logika, saj to vemo, da ni. Da ni. To se strinjamo, ni božja logika ta. Božja logika je ta, vse bo spustil in bo pritekel k tebi. Čutite zdaj razliko med
tem, da pomagi si sam in morda bo še kdo prišel, ne? Ali pa tudi ne bo, odvisno. Ne? Če bo zaseden, pa ne more, prosti, tekma je danes, ne morem. Ali pa to, da imaš ti občutek, ne, ko sem v stiski, je normalno, da nekdo prije k meni. Ali pa, ko je nekdo drug v stiski, je normalno, da mu jaz pomagam. To je čist nekaj drugega. In to je tisti odnosi, ki nas delajo zadovoljne in ki nas res prav notranje ogrejejo, so tisti odnosi, ker čutimo, da deluje tak tip pomoči v stiski. Ko Bog vse spusti, ja veste, tako kot tisti oče, ne, izgubljenega sina. Stekel mu je naprot, vse je pustil. Tako Bog deluje. Ampak mi nekako imamo raj ta način, ali pa tako smo se navadili, da imamo raj ta način, da mi bomo tako, če bomo sami si pomagali, ne, pa če bomo počasi lezli proti drugim ljudem, ne, prav ponižno in tako naprej, naredili vse, kar je v naši moči, potem smo si zaslužili pomoč. Čutite, to je čist dve nasprotni stvari sta. Ali pomoč pride sama, spontano do nas, ker je to normalno, ker so pravi medčloveški odnosi, tisti, ki nam pripadajo, pa si jih zaslužimo, so ravno v takih, kjer se ni treba prilagajati, kjer ni treba nam delati za to, da bodo odnosi v redu. To je spet ena stara logika, ne? Če sem jaz priden, pa se prilagodim in delam za odnose, potem se mi bo že nekaj vrnilo, ne? Ampak najprej moram jaz vse to, rekel, poskrbeti. Druga logika je pa ta, da odnosi bodo poskrbeli zame, ker je to normalno. Ne? Eno je, da jaz skrbim za odnose, se prilagajam, drugo je, da odnosi delajo zame in se mi treba nič prilagoditi. Dobro? To je tako naše izhodišče zdaj za začetek. Dobro, in zdaj se ta notranji občutek tega, kaj meni pripada, kdaj sem sprejet, kdaj sem zaželen, ali pa kdaj pripadam, vse to izhaja iz tega občutka, da ko sem v stiski, kaj se bo meni najprej prebudil, kakšen občutek. A je to v redu, normalno, da mi pride ljudje nasproti, jaz se lahko odprem njim, tako rekoč vržem se jim v naročje, ali pa moram najprej sam zase poskrbeti, se utrditi, nič pokazati, kako mi je hudo in potem mogoče mi bo kdo prišel nasproti, ko bom jaz nitek že ne bom več rabo pomoči. In ta drug način v bistvu naredi odnose pa zelo naporne. To si predstavljate. Ne? Če moram jaz vse ta čustva, so stisko zadržati, nekako se narediti močnega, kar bo, ne? In mi nobene prije nasproti, potem odnosi so v bistvu meni v breme in postanejo zelo, zelo težki, ker moram jaz vso to svojo stisko, pa po možnosti še od kakšnega drugega nositi in se ne morem na nobenega nasloniti. In to v današnjem času ni več možno. Današnji čas pa tega prilagajanja, tega, da bomo zdaj mi malo potrpeli, pa bomo videli, kaj bo, današnji čas tega ne dovoljuje več. V današnjem času je pa tempo tako hiter in odzivanje tako vsakodnevno, da ne rečem na sekundo, na minuto se je treba odzvati in premagovati ne vem kakšne strahove in se orientirati v življenju, da s to logiko tega počasnega približevanja in nemega žrtvovanja ne pridemo več nikamor. Danes se mi zdi, da mlade generacije samo to čakajo, ali bodo nas starejši naučili, da je to normalno, da je svet varen, da se lahko odpreš, kadar si v stiski, da si lahko ranljiv, da lahko govoriš o svojih šibkih stvareh in da je to normalno, o svojem strahu in ti ljudje pridejo nasprot, ali pa se moraš zapreti, pa se delati močnega in potem jasno boš zelo težko se odzval na te spremembe v današnjem svetu. In to se mi zdi ena popotnica, kjer se lahko vedno vrnemo v to, kaj nas tudi vera že, prav krščanska vera, že ves čas uči, ampak mi tega sporočila saj v preteklih stoletjih ali pa rečemo desetletjih nismo tako dobro slišali, ali pa ga nismo niti razumeli. Da ta vera naša temelji na stiku. Če temelji na stiku, pomeni, da sta tako kot za vsak stik, da sta potrebna dva in da ne moreš sam. Ne moreš sam. Ne priklicati Boga, ne ga odgnati, ne ga naučiti, kaj je prav, kaj je narobe, ne mu biti zadosti hvaležen, ker ta Bog dela po svoje.
A čutite to razliko? In kolikor je ravno malikovanje tisto, ki je vedno ločilo Izraelce od drugih narodov, pa tudi danes nas, upajmo, loč od drugih ver, je to, da malikovalec hoče manipulirati z Bogom. Malikovalec pove Bogu, kaj ne naredi, a ne, in potem jaz sem ti postavil oltar, vse sem ti zrihtal, zdaj pa ti povrn, zdaj pa daj ti to lepo uračuni mojo hvaležnost, a ne, in sem ti dal te najboljše, ne vem, vole in tako naprej, glej, najboljše, zdaj pa pazi, da ne boš zamočil. Ne? To je malikovanje. Dobro, nekaj tega malikovanja je normalnega. Gotovo, da tudi vsak ga zanese in si rečeš pred izpitom, Bog, če kdaj, zdaj le te rabim. Ne? Dajmo, izkaž se. Nič hudega, če tako rečeš. Samo moraš vedeti, v stiski si. Ni problem izpit, ni problem ocena, ni problem, da ti zdaj Boga malo izsiljuješ, tudi to ni problem, vse bo razumel, ampak je dosti boljše, če veš, da si v stiski. In da kadar si v stiski, bo Bog prišel. In to v Svetem pismu, če ste pogledali kakšne primere, a ne se jih je polno, ko se Jezus približa ali bolniku ali takmu drugačnemu, gre vedno za stik. Nikoli ni tako, da bi nekdo samo ob poti sedel, Jezus gre mimo in je ozdravljen. Brez stika je to. Jezus se kar s kolesom pele in ga je že kar ozdravil. Nikoli ni tako. Vedno je stik. Pa če rečemo temu srečanje, vedno je pogovor. Vedno je ena bolečina, ena stiska na drugi strani. In človek pride s stisko, če ne more sam, ga spustijo z nosili kar skozi streho dol. Če ne more, zaradi tega, ker je množica, se prime za njegovo obleko. Ampak vedno je stik. In ta stik, ta stiska, je tiska, smo prej govorili, je stiska, v kateri ti se odpreš temu, da ti nekdo prije nasprot in verjameš, da ti bo prišel nasprot. Takrat se ta naš najbolj notranji, rekli mehanizem, ali pa ta čist samoobrambno, ali pa tako ogroženo delovanje, takrat je najbolj na preizkušnji. Smo rekli, takrat, ko boli, se lahko ta naš način, naravni način varovanja ali pa klicanja na pomoč, se lahko ali spremeni ali pa utrdi. Takrat, kadar je bolečina. In človek, ki kliče na pomoč, je v bolečini. In zdaj seveda lahko pride do stika, lahko pride do spremembe tega njegovega ustaljenega načina klicanja na pomoč. Ali kličeš na pomoč, pa malo malikuješ, pa itak se sam narediš, ali pa kličeš na pomoč in ti nekdo pride nasprot. Čutite razliko, ne? In ljudje ti smo rečejo, ko tam že pleza na drevo, pa tul, Jezus, prid k meni na večerjo, veš, kaj imam fine zrezke, vsi mu rečejo, bež dol, kaj tam delaš na drevesu? Veš, koliko nas je, tle vsi čakajo, ti si ta zadnji, pet v zadnjo vrsto. In kaj piše v Svetem pismu, da je on še kar tulo, ne? Nekaj tazga piše, ne? Da je še kar kričal in Jezus je začutil stisko in mu prišel nasprot. In to je stik. V tej stiski človek mora toliko poskrbeti zase, samo toliko, da svojo stisko začuti, pa jo izraz. Ni mu jo treba rešiti. Da jo začuti, pa jo izraz in takrat je najbolj naravni in hkrati najbolj božji odgovor, se tako nas uči naša vera, je, da ti bo nekdo prišel nasprot. Ko boš ti svoje srce odprl. In to je ta težava. Ko bomo videli, ko bomo še malo govorili o vojni, pa o tem, kaj se zgodi po nekih takih traumatičnih dogodkih, je to, da se človek zapre. Človek postane, če je žrtev, se človek zapre. Smo rekli eno tako dosti samoobrambno ali pa samozadostno ravnanje. In nevarnost tega je, če si žrtev, veste, vse to vsi poznamo, če si žrtev, imaš vedno prav, a ni tako. A ste vi bili kdaj žrtev, pa ste imeli narobe? Ne moreš imeti. Ko si žrtev, imaš vedno prav. Ko si žrtev, si upravičen do sočutja, do malo boljše socialne pomoči, in zato danes se vsi jezimo zakaj? Ker v socialni državi smo vsi žrtve. Ker to je najboljš biti. In pol pridejo še, zdaj iz drugih kontinentov, iz drugih držav pridejo begunci, pravijo, mi bi bili tudi žrtve, mi pravimo, čakajte, počas, je polno žrtev. Ne se hecati, ne. A razumete, ne? Žrtev ne hote, ne rečem, zdaj se, moramo paziti, gotovo, da so
posebej v naši deželi, ogromno ljudi bilo žrtve, prave žrtve, ki so živeli kot sirote, so izgubile premoženje ali pa svoje svojce in je bilo to zelo upravičeno, da so se tako počutili. In tudi režim jim je dal vedeti, da se morajo tako počutiti. Ampak pride čas, tudi za žrtev pride čas, ko lahko izjoka bolečino, ki jo lahko pove, in takrat je samo vprašanje, a bo žrtev zdaj vztrajala v tej vlogi, da sem skozi žrtev, sem skozi jezen, sem skozi slabe vole, ker nič ne morem, ali pa se bo eni točki odprla, tako jaz rečem, odprla dobremu. Ko se žrtev odpre dobremu, pomeni, dobro, zdaj sem izjokal to bolečino, sem dobil eno sočutje osnovno od svojih najbližjih. Zdaj pa moram iti naprej. Zdaj pa nočem pustiti, da bi me ta krivica še naprej zasedla toliko mojega življenja, da ko me bo Bog na koncu vprašal, kaj si pa delal, Tomaž, ti zadnjih 30 let, bom jaz rekel, glej, žrtev sem bil, se ti dobro veš, Bog, da sem bil žrtev. Pa rekel, glej, sam žrtev si bil, skozi si bil žrtev, skozi si imel prav, skozi si se za to vlogo skrivil in tisto, kar je najbolj žalostno ali pa najbolj tako tudi po svoje človeško je, veste, da žrtev, ki ima skozi prav, ne hote tudi drugim ljudem naredi krivico. Dostikrat svojim najbližjim. To so enkrat, Američani imajo radi take zanimive eksperimente ali pa raziskave. In so dali enim študentom so dali za narediti en test, eno nalogo, ki je ni bilo mogoče rešiti. Eni drugi skupini so dali pa tako lahko nalogo, ampak obem so rekli, da je lahka. Se pravi, so oni ta prvi skupini so naredili hudo krivico, oni so se matrali, pa se jim dali rešiti tistega testa. No, ampak to ni bil smisel. Smisel tega eksperimenta je bilo, da je potem na koncu te vaje, ko so se oni namatrali, eni so rešili, eni niso rešili, pa jih je pa na koncu eksperimentator vprašal, oprostite, še eno drobno uslugico, če bi mi naredili. In saj sami veste, katera skupina je bila bolj pripravljena narediti uslugo. Tista, ki je dobro rešila test, ali tista, ki se je 10 minut matrala brez uspeha. Prva je mislila, ni problema. Pa so pa še nekaj naredili. Eno takle kozarc bombonov so dali vsakmu na mizo. Katera skupina mislite, da je več bombonov vzela? Ali ta prva, ki so dobro rešili, ona, ki so slabo rešili, ki niso mogli rešiti. Ta druga, tista, ki niso mogli rešiti, ker so svoj občutek krivice mogli mal pozdraviti, pa so vzeli, to zdaj govorimo o povprečju, so vzeli povprečno več bombonov, kot ta druga skupina. No in iz tega so zdaj raziskovalci sklepali, da kadar si v krivici, kadar se počutiš, da se ti godi krivica, jo boš poravnal. In to včasih celo na tistem področju, ki ti sploh ni bila narejena krivica. Veste, to, kar vsi dobro poznamo. Če je tebi nekdo, spustil gumo na kolesu, pa ti ventilčke pobral, kaj si naredil? Mislim, ne mi, oni, ta drugi. Mi smo šli domov, pa smo se zjokali, pa smo šli v trgovino, pa nove ventilčke kupili. Seveda. Dobro, da se malo hecam. Ampak tista druga skupina ljudi, ki pa vemo, ko so jim ventilčki šli, so šli kaj, k najbližjemu kolesu in so si vzeli tam ventilček, če so njemu, potem lahko tudi jaz drugim, In tle je ta, prav peklenska past tega, da si žrtev, ne da se ti godi krivica, to je res, to je žalostno, da se ti zgodi krivica, ampak da se ti počutiš, da si v enem takem prikrajšan bil za nekaj, da se ti je zgodilo nekaj nepravičnega, ti tega dolg ne boš mogel nositi. To je nauk tega. Dolg ne boš mogel s tem zdržati. V krivici se ne da živeti. Ne da se. Lahko se sicer to lažemo, da eni ljudje prenašajo krivico in pogumno in tako naprej, ampak ne zato, ker so imeli občutek, da prenašajo krivico, ampak so mogli temu prenašanju najdeti nek smisel. Pa so ga pa lahko prenašali. Če pa si skozi v minusu, bomo tako rekli, to se spoznamo, če si skozi v minusu, boš nehote tam, kjer lahko si vzel več. To je v prispodobi rečeno, ne boš rabo bombone jemal, ampak boš rabo več pozornosti, več, karkoli. In svojim otrokom boš rekel,
Veste, kaj je bilo? Kaj smo mi dali vse skozi? Ne? Zdaj pa vi le malo poslušajte starega ata, bo tle povedal, kako je bilo. Ne? In nehote bomo, to je tisto, kar smo prej rekli, bo iz generacije v generacijo se to preneslo, da ko se ti zgodi nekaj krivičnega, iz tega ni izhoda in v bistvu si celo upravičen drugim ljudem kakšno krivico narediti in to ni tako hudo. Pa je hudo. To je glavna težava. Če smo skozi v te, rečemo, vlogi žrtve, ne, še prehiter vlogi žrtve, to pomeni dolgoročno, da se nismo odprli drugim ljudem, dobroti. Ampak smo tam, jaz moram tole sam urediti, itak mi ne bo pomagal, itak se mi godi krivica, ne? Ena, druga, tretja, četrta in jasno, da tisto, kar smo prej rekli, naš ta notranji mehanizem klicanja na pomoč, tega, kako ravnamo s stiski, se ne more spremeniti, ker je skozi enak. Spremeni se lahko samo takrat, če se odpremo. Pomeni, nisem več žrtev. Ne? To, kar se je zgodilo, me je sicer zaznavalo, je bilo grozno, bom probal to začutiti, to bolečino, jo predebatirati, zjokati, če je treba, ne vem, kaj narediti, ampak ne bom dovolil, da mi to uniči še tiste življenje, ki ga imam. Skrajna oblika tega, da ostaneš žrtev, je, da se tisto, kar se ti je zgodilo, tiste krivice, da te potem zagrenijo. Rataš, ne vem, skozi slabe volje, ali pa celo rataš tako kronično jezen, pa maščevalen, pa sovražen in sploh ne veš, odkot je to. To so skrajna oblika tega, da mogoče, da se ti je zgodila krivica. Vsej mi to razumemo. Jaz mislim, da če kaj srednja generacija in mlajša v tej Sloveniji naši razume, je to, da v teh krajih ni bilo lahko preživeti. To zdaj zvemo in prek knjig in prek filmov, počasi razumemo, koliko globok je to ljudi zaznavalo. In smo z njimi sočutni in jim je žal, da se je kdajkoli kaj takega zgodilo. Tudi če mogoče zdaj to na družbeni ravni še ni, ne vem kako, ali pa mogoče nikoli ne bo sprejeto. In to so malo primerjali narode med sabo in so videli, da v bistvu to, a mi nehamo biti žrtve, je zelo malo odvisno od državnega priznanja oziroma politične dobre volje, da ti reče, lej, ti si žrtev, res se ti je godila krivica, izvoli odškodnino in zdaj upajmo, da boš boljš lahko živel. In se je izkazalo, da to ni dosti odvisno od tega, da je to notranja odločitev. Ti se moraš odločiti ali v takem režimu, ali v drugačnem režimu, ki te spodbuja k temu, ali pa ki te ne spodbuja k temu. In ti celo govori, še kakšno krivico ti bomo naredili. Je spet samo od tebe odvisno, a se boš temu prepustil, temu zagrenjenosti, temu strahu, ki ga širi ta režim, ali pa boš naredil nekaj, da boš to bolečino sprejel in jo v enem iskrenih odnosih izgovoril, rečemo, se pač v tem pomenu, se zjokal in potem šel naprej. In to je glavno. Mislim, da tle nam vera lahko zelo nasprot pride, ker nas ravno to uči, da tisto, ko se je zagrenil, ko misli, da ima skozi prav, mislim, da imamo v Svetem pismu celo vrsto prav teh primerov, ljudje, ki so mislili, da imajo prav. Ne, pobeljeni grobovi, Jezus prav, se pravi, tisti, ki je vse navzven naredil, da bi imel prav, ki je pismouk, se pravi, vse zna, postavo pozna, vse je naredil, da bi imel vedno prav. In hkrati je vse naredil, da ne bo nikoli v stik prišel z resničnim Bogom, živim Bogom. Vse je naredil. Ker se je zaprl, ker je v tem svojem prav ali pa v tem svojem jaz sem žrtev in se moram sam zvleči ven in noben mi ne bo nasprot prišel, v tem je nehote postal že sam rabelj. In so mu vsi ljudje neki dolžni. In se ne more tem ljudem odpreti, ker jih doživlja kot, saj mi je vse zame, saj mi ne bodo nikoli prišli nasprot in kaj ćemo od njih pričakovati. In tista ekologija odnosov, ki pa nas lahko pelje naprej, ne glede na to, kaj se v družbi zgodi, celo ne glede na to, kakšni še režimi in kakšne vse še migracije bodo v tem nesrečnem
časov potrebne, ker je toliko krivic, ker je toliko ene revščine in nesočutja v tem svetu. In mi ga potrebujemo sočutje in mi bi rabili pomoč. Tako da bomo hmalo že vsi na tem planetu, vsi dvigali roke in reče, mi smo večji, ne, jaz sem še večja, ne, jaz sem še večja. Imamo samo to možnost, samo to drugo pot. Se pravi, da se odpremo temu, da okoli nas je dobro. In poglejmo zdaj, kaj to pomeni. Kaj pomeni odpreti se dobremu? Smo rekli, dobro ni to, če ga moraš ti sam ustvariti tako, da si priden, da si ti dober, pa še drugi dobri do tebe. To ne pomeni se odpreti dobremu. To si še vedno zaprt v svoj ozek svet, ker je vse odvisno od tebe. Odpreti se dobremu je to, da si dovoliš priznati, da so okoli tebe dobri ljudje, dobri odnosi, da ti mogoče nisi bil vedno dober, včasih si bil, in da je to dobro neodvisno od tebe. To je objektivno dobro. Karkoli narediš, to dobro bo vedno tam. A to si predstavljamo? Dobro je. Ne glede na to, jaz ga vidim ali ne, ga čutim ali ga ne čutim, ali ga spoštujem ali ga molim, dobro je. V svetu je dobro, v svetu so dobri ljudje. Neodvisno od mene. To je prvi pogoj, da se odpremo dobremu. Najprej sploh, da mu priznamo obstoj, da vidimo, a je sploh dobro na svetu. Ljudje, ki se zagrenijo, ne vidijo nič več dobrega. In se morajo potruditi videti dobro v svetu. In jaz mislim, da imamo veliko teh ljudi, ki se ravno zaradi teh razmer, v kakršnih se je svet znašel, pokazali eno izjemno dobroto. Izjemno. Mimo od slovenega Slovenca, ki je v Afriki, model za cel svet. Kaj pomeni pokazati eno dobroto, živeti dobroto. In ta Slovenc pravi, meni to ni težko, ker jaz verjamem v tisto objektivno dobroto, to ni iz mene. Se pravi, on se je odprl dobremu in potem ga lahko samo naprej da. In iz druge vojne, najlepše zgodbe, ki so nam ostale iz druge vojne, so zgodbe teh malih požrtovalnih ljudi, ki so kljub vsem grozotam ali poskrbeli za judovske otroke, ali naredili kakšno tako lepo gesto, takrat, ko jo noben več ni zmogel, ko se je vsem zdel, vse smo vsi v taborišču, je čisto vseeno, kaj naredimo, pa je kdo vseeno dal svojo hrano komu drugmu. In taki znaki ene velike dobrote je zanimiv. Jih zdaj beremo. Zdaj v 70 let po koncu druge vojne beremo o teh junakih. In bo vsak rekel, zakaj nam pa prej 70 let ni ben tega povedal? Da je bil to, rekel tudi ten rezultat te druge vojne. Grozno trpljenje, hkrati pa grozna dobrota, neslutena dobrota. Ljudje, ki so šli, tako kot Maksimilijan Kolbe, ki je šel namest drugega v tisto celico, ker so potem umrli zaradi lakote. Se pravi, ogromna dobrota in zanimivo, mi smo v tej drugi vojni brali vse mogoče, vse to nekaj tega starejše generacije smo mi brali o raznih junakih, s tako ali drugačno kapo, kako so jih 10 postrelili z enim samim nabojem in tako naprej. Potem smo brali še malo druge zgodbe, ki so mogoče bile malo bolj pristne, ampak nobenem ni povedal, koliko ene dobrote je prišlo nasprot tej stiski, ki je bilo še pa še. Koliko dobrih ljudi. In to v takih razmerah, ko bi vsak rekel, glej, niti treba biti dober, zase poskrb si naredil vse, kar je treba, glej, res ti ni treba, pa so vse to naredili. In to se je v tem svetu čisto zgubilo. 70 let po vojni, zdaj odkrivamo, kaj pa je res vojna, kaj je nauk vojne. Kaj pomeni sploh tega, zakaj se mi je to zgodilo? Ali pa če bi zelo tako grdo rekli, zakaj nam je Bog poslal to vojno? Kaj nam je hotel povedati? Nam, Slovencem, Evropi. Kaj je pomen tega trpljenja? Tako kot so se Izraelci spraševali. Zakaj so nas zdaj, Amaleki ali kjer so bili Babilonci, zakaj so nam vse uničili, vse pobili in nas odpeljali v suženjstvo? In kaj so naredili? Šli so, tisti, ki so jih preroki stalno pominjali, pejte vas in odkrite pomen tega trpljenja. Odkrite, kaj to zdaj za vas pomeni. Ne more vam ta iz unga mesta povedati, kaj je
pomen vašega trpljenja. Vi sami ga morate odkriti. In to je ta druga vojna. Ta je ostala brez odgovora, brez pomena je ostala v Evropi. Mi vemo, da je bila vojna, mi vemo, da je bilo ogromno enih izdajstv, krivic, kolaboracije, tega, onga, vsak se je boril za svoj prav ali pa za svoje življenje in nikaj dosti izbiral. Greš, kamor moreš. In noben jim povedal, kaj je smisel tega? Zakaj se je to zgodilo? Kako naj to razumemo? Kako naj to dan živimo? A sam rečem, hvala Bogu, naj se ne ponovi, ampak veste, to lahko ponavljamo tako, kot slišimo na vsaki proslavi, lahko to slišiš, ampak ne gre nikamor. Noben je pa rekel, nauk druge vojne je, gledajte ljudje, ko se zgodi taka krivica, se boste med sabo povezali. Se bodo vaša srca odprla v te bolečini. In se bodo odprla dobremu in boste videli, dobro vam bo prišlo nasprot. Tega nam ni noben povedal. Zato moramo še malo ženemo to vojno, še malo smo razklani, pa še malo iščemo, zakaj smo tako razklani. Nismo še ugotovili. Ker se še nismo čistemu trpljenju ali pa te grozi druge vojne se še nismo dosti posvetili, da bi rekli, se samo o tem nam govori. Vsa ta groza ni mogla premagati človeške dobrote in Božje dobrote. Ni je mogla. Mi jo lahko odkrijemo v spominih, v kakšnih knjigah, izpovedih, lahko odkrijemo, koliko je v ljudeh ostale dobrote. In kaj so mogli ljudje narediti, da so se lahko odprli te dobroti. Ker to ni enostavno bilo. In tiste, kar zdaj recimo najbolj pretresljive take zgodbe, ko jih beremo iz druge vojne, vsaka govori o tem, ne o tem, koliko so bili Nemci za noč, ta je bil za noč, komunisti, groza. To smo zdaj že vse slišali. Mi hočemo slišati, kako si pa ti preživel, kako si ti ohranil dostojanstvo, kako si ti v smislu to trpljenje, kako si ti izgube, to grozo, to, da si ostal brez staršev, to, da si bil sirota, te še vedno postavlja vsak dan sam pred to vprašanje. A bolj raj sovražeš, pa imaš prav, ker si žrtev, imaš vedno prav, ampak pa moraš sovražiti. Pol boš zagrenjen in jezen. In zdaj vsak dan, a boš raj sovražil, ali se boš odprl novemu dnevu. Boš videl, kaj bo. Mogoče ne bo nič, mogoče bo žalost. V redu. In tle je razlika. Kje boš ostal? In jaz verjamem, da za starejšo generacijo, ki se zdaj poslavlja, da včasih jim tudi to ni bilo možno. Da so ostali v tej žalosti, da so ostali v tej zagrenjenosti in jim ni bilo možno reči, zakaj pa zame dobro, da sem ostal brez staršev. Kjer otrok si bo to rekel? Pa to ni človeško. Jasno, da so ostali v tej veliki krivici, da niso mogli, bomo rekli, nam pokazati tega, poglejte, mi smo odkrili pomen tega groznega trpljenja. Verjamem, da niso mogli. In v redu, ta generacija tega ni mogla, ampak naša srednja, rečemo, te, ki smo, mogoče nismo bili toliko prizadeti od druge vojne, pa more poiskati ta pomen. Ker mi smo tudi ob teh ljudeh, ob starejši generaciji, smo mi vse njihove bolečine čutili. Vse njihove neizjokane solze smo mi čutili. In zdaj moramo dati en pomen. Mi moramo te solze izjokati, se povezati s temi na podlagi te iskrenosti in si reči, zdaj pa razumemo, kaj je pomen te bolečine. Moji starši so trpeli, ali pa so bili prizadeti, so bili jezni, zagrenjeni, ampak jaz razumem, kaj je smisel te zagrenjenosti, da jaz odkrijem en svoj način, kako bom prišel zdaj do dobrote. Ker to ne moramo vsi skupaj odkriti, to ni za vsakega isto. Ne moremo reči, bom jaz zdaj pokazal, pejte vsi za mano, pa bomo vsi odkrili, kako se hitro pride in do vere, in do Jezusa, in vse bo v redu. Ne, ker vsak ima svoj pomen noter in ga bo mogel odkriti. In takrat bodo odnosi, ko se bo odprl temu, da lahko o tem govori, pol sveta, rečemo, bo z ramen padlo. Ker tisto, kar nas res zagreni, ali pa tudi, ko po plati zdravja, sreče, ali pa tega, da smo ustvarjalni, iniciativni v življenju, tisto, kar nas zaustavi, je to, da smo mi v stalnem alarmu. Tisto, kar smo prej govorili,
kar se otrok ne uči, ko je v stiski, je, če ni dobil opore ali pa si nekako ni bilo mogoče zagotoviti, mogoče staršev ni bilo, kakorkoli, ta otrok bo vedno, kadar bo stiska, bo v alarmu. In ne bo, tudi takrat, ko bo že stiska minila, ko bo vse v redu, imamo zadost hrane, je v redu, lahko si vdahneš, ta otrok si ne zna vdahniti. Ta otrok živi stalno v tem napetem stanju. Recimo, ko so merili stopno stresa pri takih otrocih, so videli, da njim se kortizol je en tak stresni hormon, se počasi dviguje v krvi, namesto da bi se hitro dvignil in tudi hitro zavrl stresno reakcijo, se dviguje zelo počasi, pa kar ostane na eni dosti visoki stopni, kar pomeni, da ti otroci so skozi napeti, skozi v alarmu. Njihov imunski sistem skozi počiva, oziroma je skozi, ali pa je skozi pretirano aktiven. In jasno, da se to izčrpa. Ne moreš biti 10 let živeti v alarmu. Enkrat se moraš ustaviti, enkrat se moraš vdahniti. Vdahneš si pa lahko sam takrat, kadar si res vdahneš in lahko to bolečino ali pa svojo stisko preložiš na druge ljudi, takrat si lahko vdahneš. In takrat se bo tudi tvoj imunski sistem zapomnil, da kadar jaz govorim s prijaznimi ljudmi, ki me prijazno gledajo, takrat si vdahnem. In takrat si se odprl odnosov. Takrat bo tvoje telo začutilo, tvoje mišice v vratu, tam v križu bo začutilo, zdaj pa toplo. Zdaj smo pa doma. To je pa dom. To je pa v redu. Tako včasih povem tak hec. Veste, kako veš, če z avionom letiš, veste, z raznimi prevozniki? Kako veš, da si v Sloveniji? A veste, to je hec, ni res. Veš, ker se stevardese grdo držijo. A veste, mi smo si ne vem kdaj, ali iz vojne ali še odprej, mi v teh krajih smo si vzeli pravico, da se lahko grdo držimo, to veste. Zakaj? Je malo povezan s tem, da smo žrtve, a se lahko žrtev grdo drži? Ja, no, to se strinjamo. Torej, se tudi mi lahko grdo držimo, ne? To je skozi tako. Kako pa si? Stari, veš, ko si zgoj. A prvo si v redu? Ma je, lej, ne morem, ni zahvaliti. To je v redu, to smo doma, takoj veš, Slovenija, živijo, moji ljudje. Če je kakšno srečen preveč, lej, ta je pa tujc. Ta se je pa preselil od nekod. In res pa vidiš, da čudno govori. Danes sva šla ravno z ženo Katarino, sva šla v eno slaščičarno, pa preleti na takar, tako ima frizura, veste, tako gor. Je bil prijazen, vse pove, mi da reče, Tobi, prav dobra izbira. Tako pohvalil mi, da sva se prav dobro počutila in sva ugotovila, da mu slovenščina ne gre prav dobro. Ni bil z teh krajev, ni bil, ne. Ker te je pohvalil, je takoj pretekel, je prišel vprašati, če je vse v redu, to ne bo naš človek. Dobro, malo za hec, samo to, da bi mi začutili, koliko nas to, a veste, ta slaba volja, to ni tako prehodno, to je kar ena drža. Ni tako, da danes sem slabe volje, jutri bom pa boljše. Ni res, če smo čisto iskreni, pa nas si lahko skozi slabe volje. A ne da? Z državljanstvom dobiš. Imaš noter en listek, ki piše, lahko si vedno slabe volje, lahko se grdo držiš, ni problema. In bodi žrtev. Imamo vse preštiman, idealni socialni sistem na svetu. Sam gledaj, da boš tulu fino. Ker žrtev je zdaj tle veliko, smo rekli. In konkurenca bo huda, tako da priprav se. Amben pa ni rekel, glej, poskrbeli bomo, da bo ta država varna. Varna za otroke, varna za starejše, te, ki so pač prišli iz enih čist drugih razmer, da bomo razumeli njihovo stisko, bolečino, da bomo razumeli stisko vsakega Evropejca in celo mogoče vsakega tudi migranta, kolikor pač se to da, kolikor je to tudi primerno situaciji, ne da bomo zdaj razprodajali sočutje tistemu, ki ga ne rabne. Ampak tako postaneš primeren za ta modern svet, da si čustveno fleksibilen. Veš, ta rab pomoč, ta rab sočutje, ta rab to, ta rab pa samo žico, pa ga moramo vprašati, ki ima potni list. To je zdravo. To je zdravo ravnanje, ko si suveren, stojiš na svojih nogah in razumeš, kaj je prava stiska, pa kaj ni prava stiska. Če si pa narejen na to, da te vsak lahko, okoli prinese tiska bolj tul, tisti bolj v stiski,
glej, te bodo vozili kamor tja. Ti spraznejo blagajno, ti vzamejo prihodnost. Vse to malo razumete, da ima malo zveze s tem, kar se zdaj okoli nas dogaja. In ravno zato je ta zadnji korak, a sem jaz še v mejah? Dobre, me opozorite. Da se lahko lepo držimo, to smo rekli. Lahko se lepo držimo, lahko smo veseli. In to dovoljenje, si lahko vsak sam da, vsak ga lahko poišče. In mi smo v tej pobudi, ki je prej Marjo omenil, resnice in sočutje, smo hoteli samo to sporočiti. Ljudje, konc je geta, konc je vojne. Lahko se lotimo novih projektov, lahko smo sočutni s tistimi, ki žalujejo, lahko smo razumevajoči do vseh krivic, ni problem. Lahko smo pa tudi veseli. In tle smo potem to idejo odpuščanja hoteli razviti. Seveda odpuščanje ni mogoče, če se ti stalno v občutku krivice. In pa se zelo slepiš, če rečeš, skozi me tolčejo, ti trdeči so na vsakem vogalu, posod so, zdaj so v financah, banki, vse je to rdeče, ali pa se vseeno zeleno. In zdaj pa jaz njim odpustil. Ne se slepiti. Ne se slepiti. Če si dol, če se počutiš žrtev, ne sejti odpuščanja. V eni knjigi je teolog to zelo fajn razložil. Je rekel, gledajte, še Jezus, ki je bil na križu, a je rekel, jaz vam odpustim. Kaj pravite? Oče, jaz vam ne morem odpustiti, jaz sem žrtev, jaz sem sprejemam trpljenje. Oče vam pa lahko odpusti. In on je z tega potem razvil celo idejo. Ne sejiti odpuščanje, če si žrtev. Najprej poskrb, da ne boš več žrtev. Odpri se dobremu, pa boš pa mirno odpustil. Lepa hvala za pozornost.